Lep dober večer vam želim. Dragi otroci, poglejte. Prižgali smo 3. svečko na adventnem venčku. Veste, to je svečka, ki predstavlja veselje. Veselje, ker vemo, da nam je Bog poslal svojega sina, tega našega superjunaka Jezusa, da nas odreši vsega hudega, da nas pobere, ko pademo, da se z nami veseli, ko smo veseli, da je vedno tam, ko ga potrebujemo. Mislim, da je to presneto dober razlog za veselje. Da vemo, da je v vsakem trenutku našega življenja ob nas nekdo, ki spremlja vsak naš korak in si za nas želi in nam pomaga, da bi vsak ta korak pripeljal do najboljšega možnega zaključka. Veste, tudi Zaharija in Elizabeta sta bila vesela, ko sta izvedela, da se jima bo rodil sin Janez, o katerem smo slišali že prejšnjo nedeljo, pa tudi danes. Zato sem se odločil, da vam o Janezu preberem še eno, po evangeliju prirejeno zgodbico Boba Hartmana iz knjigice Zgodbe za Božič, ki je bila izdana pri založbi Ognjišče. Ime za otroka. Kakšno ime mu boste dali? Povejte nam ime. To so vsi hoteli vedeti. Elizabetine sestre in bratje, njene nečakinje in nečaki, sorodniki, sosedje in prijatelji. Vsi so prišli k njej, da bi proslavili rojstvo njenega sina. Vedeli so, kako dolgo je čakala nanj. Z njo so delili tudi začudeno radost, ko je spoznala, da bo vendarle dobila otroka. In zdaj hočejo vedeti, kako mu bo ime. Morda ga boste imenovali po dragemu stricu Ezri, je predlagala ena od njenih sester. Ali pa po starem očetu Savlu, je predlagala druga. Poglej, prav tako se smeji kot on. Kaj pa naš oče? Je rekel eden od njenih bratov. To bi mu bilo v veliko čast. Tedaj pa je Elizabeta dvignila roko. Glede imena smo se že odločili, je povedala. Dali mu bomo ime Janez. V sobi je za trenutek nastala tišina. Potem pa je Elizabetina najstarejša sestra vprašala to, kar so vsi hoteli slišati. Zakaj pa tako? Nikomur iz naše družine ni bilo nikoli ime Janez. Tedaj se je Elizabeta obrnila k možu Zahariju, ta je sedel tam čisto tiho. Pridni angel Gabriel mu je vzel dar govora, se spominjate? Zaharija je prikimal in se skrivnostno nasmehnil. Potem je vzel tablico in nanjo napisal: Razločno, da je lahko vsakdo prebral. Janez je njegovo ime. In že trenutek zatem, ko je to storil, je Zaharija spet lahko govoril. Hvaljen Bog, je zaklical in ni nehal govoriti, dokler jim ni povedal vsega o angelovem obisku, o Božji obljubi in o tem, kako mu je Gabriel povedal, kako naj bo otroku ime. Ta otrok bo nekaj posebnega, je sklenil. Bog ima velike načrte z njim. In tako je Bog tudi storil. Ko je mali Janez odrastel, je odšel živeti v puščavo.
Za večerjo je jedel kobilice in divji med je bila njegova sladica. Božjemu ljudstvu je govoril, naj spremeni svoja pota in naj se kesa zaradi hudega, ki ga je storilo. Potem bo pripravljeno na srečanje z Božjim sinom. Dragi moji, o Janezu Krstniku, ki nas vabi, da spraznimo naše posodice, smo lahko tudi danes pri maši nekaj slišali. Namreč, ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Kaj to pomeni? Pomeni, da sam ni svetil. Ni bil on Bog, ampak je samo oddajal svetlobo luči. Govoril je o njem. To je približno tako, kot luna sama po sebi ne sveti, ampak samo oddaja svetlobo sonca. Veste, dragi otroci, to velja tudi za nas. Vsi darovi in talenti, ki jih imamo, za petje, igranje inštrumentov, likovno ustvarjanje in še marsikaj. Vse to je samo odsev našega Boga, ki nam je to podaril, da se lahko v njih veselimo. Vse to je prišlo od njega. Torej, nismo mi luči, nismo mi Bog, ampak o njej pa lahko govorimo in jo delimo. Delimo naše talente in darove z drugimi. Veste, lepo je biti vesel, a še lepše je biti vesel z drugimi. Tudi jaz sem zelo vesel. Vesel sem, ker je Bog v mojo posodico položil veliko talentov, ker je na mojo pot postavil izjemne ljudi, družino in prijatelje, s katerimi skupaj odsevamo luč. Vesel sem in zelo hvaležen tudi obema založbama, Ognjišču in Družini, za spodbudne besede in ker sta mi dovolili, da lahko za vas prebiram te zgodbice. Dragi moji, zakaj ste pa vi veseli in hvaležni? Vzemite si sedaj nekaj trenutkov v prižganih svečkah, da pomislite na vse drobne in velike stvari, za katere ste veseli, in se zanje zahvalimo Bogu. Pesem vesela naj Gospoda slavi. Aleluja, aleluja. Lahko noč.